Mitsubishi Eclipse se je rodil leta 1989 kot takrat zelo trendovski kupé. S trga se je poslovil leta 2011, potem ko so proizvedli skoraj 1 milijon primerkov. Takrat kupeji pač niso bili več trendovski. To je takrat začelo veljati za SUV-je. Tako se je leta 2017 rodil Eclipse Cross. In ta z nekdanjim Eclipsom, torej Eclipsom kupejem, nima razen značke prav nič skupnega. To je danes globalni model, ki smo ga tokrat preizkusili v prenovljeni različici. No, še preden pa se ga lotimo in pogledamo, kako se je odrezal, pa vas povabimo, da se naročite na naš YouTube kanal. Eclipse Cross je danes udoben družinski SUV razmeroma zajetnih mer, ki je tipično japonski. No, kaj pravzaprav to pomeni? Notranjost je zelo klasična in funkcionalna. Tu ni kompliciranja z oblikovanjem in detajli. Klasičnih fizičnih gumbov je toliko, da jih praktično ne moremo prešteti in z tega vidika je danes Eclipse Cross na trgu postal posebnež. Materiali v notranjosti so povsem korektni oziroma dovolj kakovostni, da je občutek tukaj notri povsem prijeten. Našo trditev o klasiki dopolnjujejo tudi analogni merilniki. No, zelo preprost pa je tudi ta osrednji zaslon. Še najbolj zanimive funkcije, ki jih nudi, so povezane z delovanjem pogona tega avtomobila. Gre za priključno hibridni pogon. Izkušnja za krmilom je na las podobna vožnji povsem električnega avtomobila, tistega, v katerega ne moremo natočiti bencina. A bencin v Eclipsa še lahko točimo. Pod motornim pokrovom namreč brni 2,4 litrski bencinski štirivaljnik, a njegovo delovanje ni enako večini priključnih hibridov. Pri večini bencinski motor večinoma poganja kolesa, manjši del pa deluje kot generator električne energije, ki polni baterijo. Pri Eclipsu pa bencinski motor kolesa poganja le malo časa, večinoma pri višjih avtocestnih hitrostih. Ta način se imenuje vzporedni hibridni način. Pri mestni vožnji pa bencinski motor v zaporednem hibridnem načinu služi le kot vir električne energije oziroma bolje rečeno kot zasilni izhod, ko se nam baterija, ki smo jo prej napolnili s polnilnim kablom, izprazni. Seveda, tako kot vsi priključni hibridi, bo tudi ta imel največ smisla, če se bomo čim več vozili na elektriko. To omogoča tipka EV, s katero sistemu sporočimo, da ne želimo prižiganja bencinskega motorja. Pa kar podkrepimo s številkami. Tekom našega testa smo s pomočjo električne zaloge baterije s kapaciteto 13,8 kWh na elektriko uspeli prevoziti od 30 pa tudi več kot 40 km. Odvisno je od tega, koliko časa smo se vozili v mestu, kjer je tak pogon tudi najbolj učinkovit. Če boste polnili površno in boste na pot šli s prazno baterijo, se bo poraba goriva, torej bencina, gibala okoli 7,5 litra na 100 prevoženih kilometrov. Takrat se baterija polni le s pomočjo rekuperacije ob upočasnjevanju. Jakost rekuperacije pa prilagajamo s tema velikima obvolanskima ročicama in ima kar 5 različnih nivojev. Sicer pa so vozne lastnosti Eclipsa povsem na strani udobja. Zaradi strukture njegovega pogona tudi ni značilne poskočnosti priključnih hibridov. Njegov karakter je povsem umirjen in s tem nikakor ne spominja na Mitsubishijeve modele iz časov, ko je ta znamka sodelovala in zmagovala na reli preizkušnjah. No, nekaj pa nas je na to vseeno spomnilo. Eclipse ima 4-kolesni pogon, ki mu načine delovanja prilagajamo v meniju, ki tako po dirkaško imenuje načine glede na vrsto podlage in nam bo na takšnih vrstah podlage tudi prišel prav. V praksi gre za električni 4-kolesni pogon, ki ga omogočata 2 elektromotorja. Po eden sta namreč nameščena na prednji in zadnji osi. Ko je bil Eclipse Cross prvič predstavljen, je bil tukaj na zadku še nekakšen spoiler, ki je razdelil zadnje steklo na 2 dela. No, prav tako pa je razdelil tudi mnenja opazovalcev. Tako so se pri Mitsubishiju odločili, da to oblikovno rešitev umaknejo, s tem pa so avto zdaj naredili nekoliko bolj vsakdanji. Rešitev je boljša tudi z uporabniškega vidika. Zdaj se seveda veliko bolje vidi nazaj, na račun drugačne oblike pa se je nekoliko povečal tudi prtljažnik. No, nam je zelo prav prišla tale vtičnica v prtljažniku, kjer smo recimo napolnili baterije za današnje snemanje. Kar pa bi si želeli, pa so zagotovo električna prtljažna vrata, saj so tale nažgance kar precej težka in nerodna. Dolgo časa se ni prav dobro vedelo, kaj bo z Mitsubishijem v Evropi. Veliko se je govorilo celo o odhodu te znamke, ampak zgodil se je preobrat.
Zdaj ima Mitsubishi v Evropi zelo aktualen model, ki po vrhu nosi še zelo solidno cenovno oznako, sploh ko govorimo o dragih priključnih hibridih. No, seveda moramo dodati, da klasično gnanih različic, ki bi postavile nizko začetno ceno, pri nas ni več na voljo. No, ampak mi vseeno trdimo, da je cena okoli 40 tisoč evrov za polno opremljeno hibridno različico pravzaprav zelo spodobna.